Zdi se, da bojo v novi dobi proizvodnje avtomobilov vsi danes še zelo tradicionalni tekmeci na trgu avtomobilov sodelovali pri predvsem izgradnji platforme. Zdi se, da bo nekaj proizvajalcev, mogoče 2-3, ki bodo delali podvozja ali pač osnovo, na kateri se bo lahko gradilo električne avtomobile, potem si bojo pa to znamke delije. Ja, tako se recimo zdaj povezuje ta Fiat Chrysler in pa PSA, se pravi Peugeot, in bomo videli, kaj bo to sodelovanje prineslo. No, spomnimo pa naj vas samo na ženevski avtosalon, kjer smo govorili zelo zanimivim sogovornikom iz koncerna Volkswagen, ki je napovedal, da naj bi nekoč v tej električni dobi praktično obstajale samo 3-4 platforme, ki jih bodo uporabljali vsi avtomobilski proizvajalci. Kar pa je dobra novica tudi zato, ker bo na ta način verjetno električna mobilnost postala tudi cenejša. Teden je bil bogat z domačimi premierami. Začnimo s Volkswagenom T-Crossom, malim SUV-jem, ki so ga pri Volkswagenu naredili zato, ker so ga lahko. Če seštejemo vse različice po segmentih, je prodaja SUV-jev v Sloveniji že kmalu okrog 40%, tako da lahko rečemo, da je Slovenija postala dejansko SUV-jevska dežela. Segment, v katerega vstopati pričakujemo, da bo v tem letu tudi postal dejansko največji, in tako smo seveda zelo veseli, da imamo odličen nov model točno v tem segmentu. Druga premiera je Toyotina Corolla. Pri tej japonski znamki se letos dogaja pravi preporod modelske palete. Tega narekuje nov oblikovalski jezik, nova platforma in sploh ideja, da njeni avti ne smejo biti več dolgočasni. Corolla, najbolj prodajan avto na svetu s 46 milijoni, ki je od prve generacije iz leta 66 poznana po svoji kakovosti, predvsem trajnosti, zanesljivosti. Je pa seveda predvsem evropski trg precej specifičen, kar se tiče same oblike in dinamične vožnje. TNGA dejansko novi Corolli omogoča ravno tisto, kar je do zdaj pogrešala. Emocije v sami vožnji in pa tudi v samem dizajnu. Dodajamo močnejši hibridni sklop. Želimo nagovoriti tiste kupce, ki do sedaj niso posegali po hibridih. Verjamem, da je to odličen preskok, da se iz dizlov pomaknejo v bolj moderno hibridno tehnologijo. In električno tiho se je pripeljal Audijev revolucionar, prvi Audi nove dobe, e-tron. Dodobra smo vam ga že predstavili, a v pogovoru smo izvedeli tudi, da ničelnih emisij ni samo vožnja, ampak tudi tisto, na kar je imel Audi neposreden vpliv. In najbolj pomembno je, da se čim bolj približamo ničnemu CO2 izpustu. Čisto ni mogoče, ker je pač odvisno od uporabnika, ali uporablja zdaj tehnologije elektrike, torej pridobivanja iz naravnih virov. Mi smo odgovorni za proizvodnjo vozila, pa mi smo potem spet odgovorni za reciklažo vozila. Električno energijo, na primer, en del je električna energija, ki poganja robote, ki poganja varilne aparate, montažo vozila, se pridobiva iz naravnih virov, torej vode, sonca, vetrne energije. En drug primer je recimo uporaba odpadnih vod, kar nekaj odpadnih vod se pri taki tovarni proizvede, da jih 100% spet uporabimo, da jih prečistimo, filtriramo, potem reciklaža drugih materialov, montažnih materialov, uporaba orodij, ki so iz recikliranega materiala in tako naprej in tako naprej. V bistvu to je ta CO2 nična proizvodnja, ne? Pa še ena popolna preobrazba se dogaja, Fordova. Pri tem je verjetno manj pomembno, da se je Kuga v tretji generaciji oblikovno uskladila z novima Fiesto in Focusom. Bolj je pomembna elektrifikacija. Postala je priključni hibrid s 50-kilometrskim dosegom. Hibridizirali pa so tudi potniški kombi Tourneo Custom. Njegova 13,6 kW litij-ionska baterija omogoča dobrih 50 električnih kilometrov, za dodatnih 500 km pa poskrbi za tako velik kombi neobičajen litrski turbobencinski motor. Hkrati je Ford Evropi obljubil Explorerja, orjaškega 7-sedežnega ameriškega terenca, ki pa recimo v Ameriki sploh ni največji. Tudi ta bo na voljo kot priključni hibrid. Postalo je jasno, kakšne plane je imel kitajski Geely, ko se je odločil vstopiti v Daimler. Potencial je videl v Smartu. Zdaj je postal polovični lastnik te družbe, špekuliramo pa, da je glavni motiv Kitajcev zagotoviti si posel z mesti v smislu ponujanja celovitih storitev javnega osebnega prevoza. Podobno vlogo ima za družbo Volkswagen španska znamka Seat.
ki pa je poleg vloge glavnega razvojnika mikromobilnosti zdaj prevzela tudi nalogo razvoja cenejših, dostopnejših električnih avtov za celotno korporacijo. Pri Volvu pa so se odločili, da bodo zainteresiranim analitikom dali na razpolago podatke, ki so jih zbrali na podlagi svojih številnih študij prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi Volvovi avtomobili. Pravijo, da so podatki koristni še zlasti pri dvigovanju varnosti ženskih voznic, ki pogosteje kot moški v nesrečah utrpijo hude in smrtne poškodbe. Kot pravijo pri Volvu, to izhaja iz dejstva, da večina znamk med testi uporablja moške lutke srednje velikosti. Pri Volvu pa že več desetletij uporabljajo tudi namensko oblikovane ženske lutke. Bentley, ki je 2018 z Bentaygo na Pikes Peaku izboljšal rekord za športne terence, se bo letos na najvišjo dirkalno stezo vrnil z novim Continentalom GT, s katerim bo napadel rekord za serijske avtomobile. Močno okrepljen Ford GT prejšnje generacije pa je na dogodku Texas Mile dosegel rekordno najvišjo hitrost 483,44 km/h. Za pospeševanje do te hitrosti je potreboval vsega 1,6 km. Steza, kjer ponavadi podirajo takšne rekorde, slovita slana ravnica Bonneville v ameriškem Utahu, pa je v težavah. Uradniki so se odzvali na številne pozive zaskrbljenih državljanov in sprejeli odlok, po katerem bo v desetletni projekt reševanja te naravne znamenitosti vlada primaknila $5 milijonov, torej desetino potrebnega denarja. Slano ravnico je sicer ogrozilo preveč intenzivno izkoriščanje naravnih virov, a posledic bo deležna tudi avtomobilska dejavnost. Stezo so recimo s prvotnih 20 km že skrajšali na dobrih 13 km. Še vedno pa je možno tudi popolno zaprtje.